To so morda res dobre novice, ker bi to lahko bila rešitev za islamistični prevzem, za katerega nihče od nas ali pa vsi skupaj v resnici vemo, da bi lahko naredili res veliko razliko. Poglejmo si ta video. Z milijardo sledilcev je islam ena najmočnejših religij na svetu, vendar se nekaj katastrofalnega dogaja, tiho in skoraj nevidno. Izginja zemljevida, ne zaradi vojne, ne zaradi politike, ampak zaradi nečesa veliko preprostejšega in popolnoma neustavljivega, sile, ki je islam nikoli ne bo mogel nadzorovati. Je 27. marec 2035. Jutranji klic k molitvi, ki je nekoč odmeval po mestih, kot je Casablanca, je v mnogih soseskah utihnil. Kar je bilo nekoč nepredstavljivo, je postalo resničnost, saj so mošeje po vsem svetu prazne ali pa imajo drugo namennost. Islam, vera, ki je 1400 let oblikovala civilizacije, je v samo 2 desetletjih doživela neprimerljiv upad, vse zaradi nečesa, kar se je sprva zdelo tako nedolžno, Wi-Fi signala. Če bi kdo pred nekaj leti predlagal, da bodo pametni telefoni naredili več škode islamu kot 1000 križarskih vojn, bi ga imeli za blaznega. Da, res bi jih. Vendar, kot vse bolj vidimo, je zelo mogoče, da je prav internet tisti, ki razkriva islamiste takšne, kot v resnici so. A prav to se dogaja, ne skozi osvajanje ali silo, ampak skozi tiho revolucijo informacij. Danes bomo razkrili, kako je prišlo do te digitalne preobrazbe, zakaj je spletna povezanost postala največja ranljivost islama in kaj ta brezprimerni premik pomeni za prihodnost muslimanske vere v našem povezanem svetu. Kar internet danes počne islamu, se je pravzaprav že zgodilo in usporednice so osupljive. V 15. stoletju v Evropi je nemški inovator po imenu Johann Gutenberg izumil tiskarski stroj. Nenadoma so duhovniki izgubili monopol nad Biblijo. Stoletje je cerkev nadzorovala dostop, razglabljala sveto pismo v latinščini in tako v bistvu orovala pot do odrešitve. Tiskarski stroj je vse to spremenil. Biblija je bila prevedena v lokalne jezike in navadni ljudje so jo lahko prvič prebrali. In kaj so odkrili? Protislovja, korupcijo in pravila, ki niso povsem ustrezala cerkvenemu nauku. Na sceno stopi Martin Luther, menih in teolog, ki ni bil navdušen nad tem, da je cerkev prodajala odpustke, kar je bilo v bistvu kot karta za izhod iz pekla za določeno ceno. Njegovih 95 se je izpostavilo to korupcijo in trdilo, da odrešitev pride skozi vero, ne skozi denar. S tiskarskim strojem so se njegove ideje razširile kot požar po vsej Evropi, zaradi česar cerkev ni mogla več nadzorovati verskega mišljenja. In mislite, da je bila katoliška cerkev jezna na Lutra? Počakajte, da slišite, kaj se je zgodilo potem. Izbruhnila je protestantska reformacija, val novih veroizpovedi, razprav in nasprotnikov, ki so izzivali cerkveno avtoriteto. To je razbilo izključno pravico duhovščine do duhovne resnice in potisnilo Evropo k individualni razlagi ter samostojnemu razmišljanju. Tiskarski stroj je učinkovito razgradil stoletja verskega nauka. Ko so se ljudje neposredno ukvarjali s svetimi spisi, so začeli dvomiti ne le v cerkvene prakse, temveč tudi v temeljna načela krščanstva. Vera. Zelo zanimivo je pomisliti, da dostop do informacij ljudem dejansko omogoča, da razmišljajo o informacijah, ki jih prejemajo. In internetu omogoča v še večji meri kot tiskarski stroj. Saj so bile knjige včasih zelo drage, še vedno so drage, ampak internet ima vsak. Spremenilo se je v nekaj osebnega in decentraliziranega, s čimer so verske ustanove izgubile vlogo edinih razsodnikov odrešitve in morale. Nekoč neomajna avtoriteta teh ustanov se je začela počasi rušiti. Zdaj pa postane res zanimivo. Sledilo je razsvetljenstvo, obdobje, ko so znanost, filozofija in razum stopili v ospredje. Rezultat? Naraščajoči skepticizem do religije kot celote in vzpon sekularizma v Evropi. Skozi stoletja se je ta trend še stopnjeval, kar je pripeljalo do družb, kjer so v mnogih državah prevladala sekularni svetovni nazori in nekrščanstvo. Moram reči, Nisem velika oboževalka tega, ne mislim, da je sekularizem zdrava pot. Resnično mislim, da ljudje potrebujejo religijo v svojem življenju. Vendar je zanimiv pokazatelj, da ko imajo ljudje avtonomijo nad informacijami, ki jih prejmejo, to pomeni, da se stvari v naši družbi premikajo. Stvari se spreminjajo. In to je zanimivo vedeti. v državah, kot so Švedska, Francija in Združeno kraljestvo, je pripadnost veri zdaj na zgodovinsko nizki ravni, saj se velika večina opredeljuje kot ateisti, agnostiki ali duhovni, vendar neverni. To se ni zgodilo čez noč, vendar je tiskarski stroj zanitil iskro, ki je sprožila to preobrazbo. Zdaj se verjetno sprašujete, če je tiskarski stroj lahko pretresel krščanstvo do temeljev, zakaj se je zdelo, da je islam tako dolgo imun. Odgovor vas bo morda presenetil. Krščanstvo je imelo pred islamom prednost. Muhamed se je pojavil na prizorišču v 7. stoletju in trdil, da je prejel božanska razodetja v jami blizu Meke. In številni učenjaki se strinjajo, da je islam vključil teološke in pripovedne elemente iz judovstva in krščanstva v arabski verski okvir. Tudi številne zgodbe iz Korana, kot so Adam in Eva, Noetova barka in Mojzes, ki razdeli morje, se pojavljajo tako v Svetem pismu kot v Koranu, čeprav z različicami, ki se ujemajo z arabskim kontekstom. Toda za razliko od krščanstva, ki je imelo stoletja časa, da se prilagodi modernosti in se sooči z izzivi, kot je razsvetljenstvo, je islam se temu soočenju večinoma izognil, z imperije, kalifate in strog nadzor duhovščine. Ohranil je tesnejši nadzor nad interpretacijo in avtoriteto.
Popoln primer te razlike v prilagajanju lahko najdemo v tem, kako se je vsaka religija odzvala na znanstvena odkritja. Namesto da bi vam govoril, katera je prava, kaj ne? Torej, imate vse te. Which is true, right? So you have Različne situacije, ne? Galileo je v 17. stoletju izval geocentrizem. Katoliška cerkev se je sčasoma sprijaznila s heliocentrizmom. Do 19. stoletja so številne krščanske denominacije ponovno razlagale genezo, da bi sprejele Darwinovo teorijo evolucije. V nasprotju s tem, številni islamski kleriki še vedno popolnoma zavračajo evolucijo, več držav z muslimansko večino pa je prepovedalo njeno poučevanje v šolah. Raziskava Pew Research iz leta 2018 je pokazala, da je povprečna sprejemljivost evolucije med muslimani v različnih državah okoli 27%, medtem ko je med kristjani v razvitih državah 68%. Kaj pa se zgodi, ko religija vzpostavi nadzor s pomočjo strahu? Naslednji del vas bo morda spravil v nelagodje. Ta strog nadzor je vključeval uveljavljanje vere z vsemi potrebnimi sredstvi. Poglejmo na primer vojne proti otadnikom po smrti Muhameda, ko so se številna plemena odločila, da so končala z islamom. Po njegovi smrti je Abu Bakr, prvi kalif, začel brutalne pohode, da bi jih vrnil v vero. Njihov zločin? Odpadništvo, zapustitev islama. Ta oster pristop ni bil napaka v sistemu. To je bila značilnost, način za zagotovitev preživetja islama z zatiranjem nestrinjanja že na začetku. Vsako odstopanje od čistih naukov islama, kot jih je prakticiral Mohamed in njegovi spremljevalci, je bilo označeno za herezijo. Z drugimi besedami, postavljanje vprašanj ali prilagajanje vere novim okoliščinam ni bilo le nezaželeno. To ti je lahko stalo življenja. Mislim, kakšna čudovita vera, da če poskusiš karkoli reči ali karkoli vprašati, te bodo uničili. Čudovito, obožujemo to, resnično obožujemo to. Svoboda misli za vse. Ni bila možnost, ravno ko si mislil, da ne more biti še bolj nadzorovano, postane. Temelj islamskih naukov je, da vernike držijo v vrsti. Sam Koran opozarja vernike, naj ne raziskujejo pregloboko. Piše, o vi, ki verujete, ne sprašujte o stvareh, ki bi vas, če bi vam bile razkrite, vznemirile. Koran, poglavje 5, vers 101. Prevod, ne sprašujte vprašanj, na katera vam morda odgovori ne bodo všeč. To je učinkovito odvračalo radovednost in intelektualno raziskovanje. Mohamed je to stališče ukrepil v hadisu, kjer naj bi izjavil, največji grešniki med muslimani so tisti, ki postavljajo preveč vprašanj. Sporočilo je bilo jasno. Mislila sem, da so največji grešniki tisti, ki zanikajo islam. Ampak ne, to so tisti, ki postavljajo preveč vprašanj pri moji veri. Niso posiljevalci, niso pedofili, to je tisti, ki postavlja ta vprašanja. Tukaj je slepa vera vrlina, radovednost je nevarna. Razlog, vprašanja neizogibno razkrijejo neskladnosti v doktrini. Tukaj je ironija, ki je nihče ni pričakoval. Ta stroga kontrola nad prepričanji in praksami je stoletja uspešno omogočala širjenje islama ob ohranjanju izjemne enotnosti skozi različna cesarstva. Paradoks pa je prav v tej togosti. Vsak sistem prepričanj, ki agresivno zatira spremembe in radovednost, na koncu postane krhek in dovzeten za propad. Skozi zgodovino nasprotniki niso imeli infrastrukture, da bi se povezovali, delili dvome ali gradili skupnosti. Potem se je vse spremenilo s prihodom interneta, brezmejnega prostora, kjer je vsako vprašanje, ne glede na to, kako prepovedano, dobilo svoj glas. Internet je revolucioniral način, kako ljudje pristopajo k spraševanju o veri. Po besedah nekdanjih muslimanov, ki jih je intervjuvala organizacija EXNA, nekdanji muslimani Severne Amerike, so v njihovi anketi o odpadnikih iz leta 2023 spletni forumi predstavljali glavni vzrok za verske dvome pri 78% anketirancev. Eden od anketirancev iz Saudske Arabije je opisal, kako so digitalne povezave prekinile njihovo izolacijo. Odraščanje v državi, kjer je odpadništvo kaznovano smrtjo, ustvarja izjemen občutek osamljenosti. Verjameš, da si sam v svojih dvomih. Internet je to iluzijo razbil čez noč. Nenadoma sem odkril na tisoče drugih, ki so si zastavljali ista vprašanja, ki sem jih sam prej le s strahom šepetal. Zanimivo je pomisliti, da internet nudi skupnost ljudem, ki je v resničnem življenju ne morejo imeti. Prostor, kjer lahko klepetajo in razpravljajo na spletu. Zanimivo je opaziti, da države kot je Kitajska ne dovoljujejo takšne komunikacije, ker razumejo, da se bodo ljudje združili v skupine in se uprli. A morda bodo prav ljudje znotraj islama, ki bodo ugotovili, da imajo težave z vero, tisti, ki bodo spodbudili gibanje za njeno odpravo. Islam je bil razkrit, njegove plasti so se odgrmile in razkrile protislovja, moralne nedoslednosti in stoletja dogme, ki nikoli niso bila resnično preizprašana. Digitalna revolucija je dosegla nekaj brez primere. Potisnila je celoten sistem verovanja pod neusmiljen žaromet javne odgovornosti. Verske oblasti, ki so generacije nadzorovale pripoved, so se nenadoma znašle nemočne. Njihova izključna razdagana avtoriteta je izginjala ob množičnem dostopu do informacij. Morda mislite, da se to sliši neverjetno. Pripravite se na presenečenje. Podatki pripovedujejo prepričljivo zgodbo. Po raziskavah Pew Research Center približno 24% ljudi, ki so bili vzgojeni kot muslimani v ZDA, na koncu zapusti vero. To je veliko število, prijateljice. Večinoma odraža stopnje opuščanja krščanstva v isti regiji. Globalno je ta trend težje spremljati zaradi stigme in pravnih kazni. Vendar je jasno, da je odpadništvo v porastu in internet ima pri tem ogromno vlogo. Platforme, kot je Redditova skupina nekdanjih muslimanov z več kot 400.000 člani in hashtagi na X, kot sta #xmuslim in #xmuslimbecause, so ustvarile varne prostore, kjer lahko ljudje odkrito razpravljajo o svojih dvomih, delijo svoje zgodbe in najdejo solidarnost.
In to ni omejeno le na zahodne države. V državah, kot je Saudska Arabija, ankete kažejo, da se pomemben delež mladih, celo do 25%, opredeljuje kot nereligiozne. Pomislite na to. V državi, kjer je ateizem enačen s terorizmom, eden od 4 mladih dvomi v vero. Digitalna doba je povzročila pojav, ki ga sociologi danes imenujejo virtualne ume, spletne verske skupnosti, ki presegajo meje in geografijo. Ti digitalni prostori omogočajo vernikom, dvomljivcem in bivšim vernikom, da komunicirajo na načine, ki prej niso bili mogoči. Kot pojasnjuje doktorica Samina Ali, profesorica islamskih študij na Univerzi Georgetown, smo priča nečemu, kar v islamski zgodovini še ni bilo vidno – demokratizaciji verske interpretacije. Ko lahko 16-letnik v Indoneziji neposredno izzove fatvo učenjakov iz Al-Azhara na X-u in zbere veliko podporo, se tradicionalne strukture avtoritete začnejo rušiti. Statistična analiza World Value Survey poudarja ta generacijski premik. Med muslimani, mlajšimi od 30 let, v državah kot so Turčija, Libanon in Tunizija, se je verska praksa zmanjšala za 12 do 17%. Še enkrat želim poudariti, nisem oseba, ki bi verjela v razpad verske prakse. Mislim, da je vera ena najboljših stvari, katerih je lahko človek del. Ponuja vrednost, ponuja pomen, ponuja nekaj veliko, veliko večjega, kot pa samo to, da si nekdo, ki poskuša ugotoviti smisel svojega sveta. Vendar pa je hkrati dejstvo, da internet ponuja nekakšen odziv, prostor, kjer lahko ljudje spoznajo, počakaj, to, kar so nam ves ta čas vsiljevali, preprosto ni to in želimo se upreti. Naravnost, briljantno. In dodala bom nekaj, česar ta video ni omenil, čeprav je bila zgodovina res zanimiva in si jih lahko ogledate. So res odličen kanal, ki se imenuje Polna narodov. Vendar pa moram dodati, da ljudje od zunaj, ki nikoli ne bi izpostavili islamistov, razen morda v velikih vojnah, kaj ne? Torej, imeli ste križarje, ki so se borili proti islamistom, vendar ste imeli tudi jude in kristjane, ljudi, ki so se na koncu bali križarskih vojn. Zdaj, z internetom, lahko začnemo vstajati in govoriti o tem. Torej, vlade nas še vedno poskušajo zatirati zaradi rasizma in videli smo islamiste. Poskušajo se prilagoditi, kaj ne? Opozarjajo na rasizem. Opozarjajo na vse te različne stvari, uporabljajo samomorilsko empatijo proti nam, kaj ne? Gasanova nova knjiga, ki je res izjemna, vse te elemente uporabljajo proti nam. Ampak internet ponuja kotiček ljudem, ki ugotavljajo, počakaj malo. Prodajajo nam neke vrste neumnosti, da moramo to preprosto sprejeti, ker nočemo biti rasistični. Ampak v resnici se izkaže, da je to popolnoma škodljivo za naše življenje in nas to sploh ne zanima. In prav takšna gibanja kot je Odpor in drugi ljudje na spletu, ki pravijo, pozdravljeni, to nam ni všeč, to je problematično, potem ustvarjajo politični pritisk, da se stvari premaknejo nazaj, kaj ne? Tako da niso samo odpadniki ali ljudje, ki zapuščajo vero. Kar je zame nekaj, glede česar nisem prepričana, kako se počutim. Ampak gre tudi za sposobnost prepoznati in videti stvari v resničnosti, ki jih brez interneta ne bi videla. Ne bi imela dostopa do različnih pogledov ali pa povezala točk, da se te stvari dogajajo v več državah. Ne bi vedele, da je Evropa prevzeta na tak način, kot je. Ne bi bile seznanjene z vsemi temi stvarmi. In tukaj je internet res tisti, ki razkriva in deluje kot orodje, ki nam dokazuje, da se lahko postavimo zase in se združimo. In obstajajo milijoni in milijoni ljudi, ki jim je dovolj islamističnega prevzema. Ne verjamem v to, da bi ljudje zavračali vero na način, da bi morali misliti, da Bog ne obstaja in nadaljevati z ateizmom. Mislim, da to ni zdrav način življenja. Ampak mislim pa, da je religija, ki ti grozi smrtjo, če dvomiš vanjo, izjemno problematična in da bi ti moralo biti dovoljeno dvomiti in postavljati vprašanja. In družba, ki ti govori, da si rasist, če dvomiš v nekaj, kar se ti zdi napačno, namesto da bi ti dala možnost razmišljanja, je problematična. In internet zdaj služi obema. In jaz sem vsekakor za to. Hvala za vašo pozornost glede te teme.